Dobrodošli v Mindology podcastu, prostoru, kjer se odkrito pogovarjamo o umu, podzavesti, notranjih vzorcih, čustvih in spremembah, ki se začnejo najprej znotraj nas. Tukaj delimo vsebine, ki niso olepšane in niso instant rešitve. So pa človeške, strokovne in namenjene temu, da lažje razumeš sebe, svoje odzive in pa svet, v katerem živiš. Če si na poti osebne rasti, te zanima, kako deluje tvoj notranji svet, ali pa samo čutiš, da želiš živeti bolj zavestno, mirno in pa v stiku s sabo, potem si na pravem mestu. Hvaležna bom, če epizodo deliš z nekom, za kogar čutiš, da bi mu lahko koristila. S tem pomagaš širiti prostor tega razumevanja, varnosti in pa zavesti. Hvala ti, ker si tukaj. Hvala ti za tvoj čas in za tvojo pozornost. Jaz sem Irena in to je Mindology podcast. Če bi morala izbrati eno stvar, ki ti najhitreje vzame notranji mir, je to definitivno potreba po nadzoru. Tisti tihi, a nenehni občutek, da moraš vse držati skupaj. Da če ne boš ti tista, ki bo poskrbela, ki bo načrtovala, ki bo preverila, da se bo takrat nekaj pokvarilo, da bo vse razpadlo ali da bo šlo vse narobe. In tako živiš s to napetostjo nekje v ozadju. Morda ti sploh ni več opazna, ker se je pač nanjo navadila. Ampak telo jo čuti v ramenih, v čeljusti, v vsakem tvojem dihu. Kot da nikoli ne smeš popolnoma popustiti. Ker če popustiš, bo svet mogoče razpadel. To je tista iluzija, ki se vtke globoko v naš sistem. Da varnost pride iz kontrole. Ampak v resnici je kontrola pogosto tisto, kar nas drži ujete. Ker ko skušamo vse držati v vajetih, v naših rokah, nimamo več prostora, da bi čutili, da bi se prepustili, da bi zaupali. In potem življenje postane borba, ne pa nek naraven tok. Večina žensk, ki jih srečujem skozi svoje delo, se nauči nadzora zato, ker so ga nekoč potrebovale. Da bi preživele, da bi obvladovale kaos, da bi bile varne oziroma da bi imele ta občutek varnosti. Ampak z leti se to, kar je bilo nekoč neka zaščita, spremeni v oklep, v ječo. In ta oklep nas ne ščiti več, ampak nas ločuje od notranjega miru, po katerem v bistvu pa zelo hrepenimo. Tako pridemo do točke, da smo utrujeni. Ampak ne večino časa od življenja, ampak utrujeni od tistega konstantnega držanja. In to je točka, kjer se začne proces spuščanja. Ne kot slabost, ampak kot svoboda. Potreb po nadzoru ne razvijamo zato, ker bi bile komplicirane, ampak zato, ker smo se morali v nekem trenutku naučiti pač preživeti. Če smo odraščali v okolju, kjer nikoli nismo vedeli, kaj nas čaka, smo se naučili biti korak pred vsem. Če so se odrasli okoli nas odzivali nepredvidljivo, smo se naučili opazovati, predvidevati in pa prilagajati. Če nismo imeli občutka, da kdo res drži za nas ta prostor, smo se ga pač morali naučiti držati sami. In ta del nas je verjel, da bo vse v redu samo, če bomo vse obvladovali. Če bomo pridni, če bomo zanesljivi, močni in pa seveda visoko organizirani. Če bomo v bistvu imeli odgovor za vse. Če bomo preprečili, da bi kdaj kdo nas razočaral, tako, da smo preprosto enostavno prevzeli vse nase. Ampak problem je, da kontrola v bistvu ne daje neke resnične varnosti. Daje samo njeno iluzijo, ker življenje vedno teče po svoje.
In ko skušamo vse obvladovati, se začnemo boriti proti temu naravnemu toku stvari. Borimo se proti spremembam, proti presenečenjem, proti toku, ki v resnici prinaša ravno tisto, kar mogoče ta trenutek potrebujemo. Ironično. Nadzor pogosto izhaja iz strahu pred izgubo nadzora. Ker v resnici ne zaupamo, da bomo zmogli, če se nekaj zgodi. In to je tisti koren. Nadzor je v bistvu način, kako naš notranji otrok poskuša ustvariti ta občutek varnosti, ki ga nekoč ni imel. Zato spuščanje kontrole ni stvar notranje volje, je stvar zaupanja. In zaupanja se v bistvu na žalost ne da prisiliti. Zgradi se počasi. Vsakič, ko ugotovimo, da se svet ni zrušil, če nismo vse držali v svojih rokah. Potrebe po nadzoru redko prepoznamo kot nadzor. Pogosteje se kažejo kot neka mogoče odgovornost, skrbnost, organiziranost ali pa neka tako imenovana zdrava previdnost. A pod vsem tem se pogosto skriva strah, recimo odnosi. Če ste kdaj opazili, da težko prepustite stvari drugim, da raje sami organizirate, načrtujete, vodite, ker tisti notranji občutek, če ne bom jaz, ne bo narejeno prav. To je nadzor v bistvu zgolj v neki mehki obliki. Na videz sicer pomaga, a v resnici nas prikrajša za povezanost. Ker medtem, ko mi vse držimo skupaj, nihče ne more res držati nas. Ali v službi, ko ne moremo izklopiti misli, ker smo odgovorni za čisto vse in vse mora biti popolno. Ko delamo pozno, ampak ne zato, ker bi morali, ampak zato, ker ne znamo nehati. In tudi to ni ambicija. To je tisti del nas, ki se boji, da bo izgubil kontrolo, če spustimo vajeti. In potem pride tista tabu tema, in to je duhovnost. Zanimivo, kako lahko celo tam skušamo imeti nadzor. Skozi pravilen način meditacije, skozi prave rituale ali pa iskanje neke popolne verzije sebe. Ampak to ni predaja, to je kontrola, preoblečena v rast. Telo pa vse to čuti. In tista napetost v našem trebuhu, napeta ramena, nespečnost, občutek neke stalne pripravljenosti. To so telesni odzivi na življenje, v katerem je varnost povezana s kontroliranjem. In resnica je, da dokler skušamo imeti čisto vse pod kontrolo, si ne moremo dovoliti popolnoma sprostiti. Ker del nas v bistvu ves čas čaka, kdaj se bo nekaj zgodilo. A tisti nekaj, spet v narekovajih, se ne zgodi zunaj nas. Zgodi se znotraj, ko enostavno spoznamo, da ni naše delo, da vse držimo v svojih rokah. Ko skušamo vse obvladati, imamo občutek, morda, da smo varni. Ampak v resnici v bistvu izgubljamo. Počasi, skoraj neopazno, a dejansko izgubljamo tisto, kar naredi življenje mehko in živo in radostno. Najprej izgubljamo to lahkotnost, ker vsak trenutek dejansko preverjamo, če bo vse šlo po planu. In to, kar bi lahko bilo spontano, v bistvu rata naša naloga. Namesto da bi uživale v nekem izletu, razmišljamo, a sem vse spakirala, sem vse vzela s sabo. In namesto da bi se prepustili nekemu pogovoru, že razmišljamo o nekih naslednjih korakih. Potem izgubimo povezanost, ker resnična bližina res zahteva tisto ranljivost. In ranljivost pomeni, da dejansko ne vemo, kako bo in kaj bo. Ampak kako imamo potrebo, da vse kontroliramo, ne dovolimo, da bi nas res nekdo videl. Ker držimo vse pod kontrolo, tudi čustva in tudi odnose, bodimo iskreni. In s tem nehote zapremo vrata iskrenosti. Izgubimo tisti stik s sabo.
ker smo ves čas v glavi, ker ves čas analiziramo, načrtujemo in na nek način predvidevamo. Telo tako postane naše vozilo, ki sledi mislim. In na neki točki se morda celo vprašamo, zakaj ne čutim več? Zakaj sem tako izpraznjena? Ampak resnica je, da to ni izguba občutkov. To je samo rezultat tega, da smo se prepričali, da je varneje ne čutiti. In morda izgubimo tudi radost. Tisto iskreno, otroško veselje, ko smo si dovolili, da stvari tečejo. Ko smo zaupali, da bo dan prinesel nekaj lepega. Nadzor dejansko vzame prostor za te čudeže, za presenečenja, za tiste male trenutke, nepričakovane, ki nam pokaže, da življenje v resnici zna poskrbeti za nas. In ko to spoznamo, da z nadzorom ne gradimo varnosti, ampak samo oddaljenost, se lahko znotraj nas začne nekaj premikati. Takrat prvič začutimo, da bi morda lahko spustili, sicer ne vse naenkrat, ampak počasi, z neko nežnostjo, košček po košček, del za delom, trenutek za trenutkom. Ko govorimo o spuščanju, večina ljudi misli, da pomeni, da ne skrbimo več ali pa, da smo se preprosto prepustili. Ampak spuščanje v resnici ni pasivnost. Ni to, da se nehamo truditi. Je to, da v bistvu nehamo pritiskati. Spustiti pomeni nehati držati tisto, kar nam ne služi več. Recimo kontrolo, neke misli, prepričanja, tiste scenarije v glavi, kaj bi se moralo zgoditi po nekem planu. Spustiti pomeni, da si dovolimo ne vedeti. In to vem, da je včasih težko, tudi sama vem. Ker smo se naučili, da če ne vemo, nismo varni. Ampak resnica je v bistvu ravno obratna. Varnost pride, ko zaupamo, da znamo sebe držati tudi, ko ne vemo, kam gremo. Ko smo spontani. Resnično spustiti pomeni, da se v telesu sprostimo, ko bi se v bistvu v nekem trenutku takrat napeli. Da vzdihnemo, namesto da se zapremo. Da v tistem trenutku rečemo, ne vem, kaj bo, ampak res zaupam, da bom znala poskrbeti, ne glede na to, kaj se zgodi. Spuščanje ne pomeni, da izgubimo moč ali da jo spustimo. Pomeni, da jo končno v bistvu usmerimo v pravo smer, ki pa je vase. Ker nadzor izhaja iz strahu, predaja pa dejansko izhaja iz zaupanja. In ko začneš spuščati, tvoje telo prvič po dolgem času začuti tisti notranji mir. Ker ni več v pripravljenosti, ni več boj ali beg, ampak samo prisotnost. Tisto tiho. Vse je točno tako, kot mora biti. In veš, kaj je najbolj zanimivo? Ko enkrat spustimo, se stvari začnejo dejansko sestavljati. Ko ne silimo, da bi vse delovalo, se življenje začne odzivati samo od sebe. Pridejo pravi ljudje, pridejo nove priložnosti, odnosi se umirijo. In brez potrebe, da bi vse obvladovali. Ampak, ko se nehamo boriti proti toku, spuščanje dejansko ni neko enkratno dejanje, ampak vsakodnevna izbira in praksa. Ko vsak dan imamo to izbiro držati ali dihati. In vsakič, ko izberemo dih, naredimo prostor za življenje, da pride do nas. Spustiti se sliši lepo, ampak v praksi ni vedno preprosto. Vem, ker naš ne zaupa takoj. Navajen je držati, navajen je imeti tudi plan B, C in D tudi včasih. Zato spuščanje ne pomaga narediti. Lahko ga samo vadimo. In prvi korak je, da opazimo, kdaj držimo, kdaj zadržujemo. Ne v glavi, ampak v telesu. Kdaj držimo, ko smo napeti, ko stiskamo čeljust, ko zadržujemo svoj dih, ali ko mislimo, kaj bi vse še morali. Telo nam točno pove, kdaj nismo v občutku zaupanja.
In ko to opazimo, te povabim, da samo dihaš. Da ne analiziraš, zakaj, ampak samo, da izdihneš, kot bi spustili tisto ročno zavoro, ki smo jo držali prej premočno. In včasih je že to dovolj. Drugi korak je lahko, da vadimo majhne prepustitve, če je nekaj velikega še nevarnega. Spuščanje ne pomeni, da kar zapustimo svojo službo, damo odpoved ali pa da se odrečemo vsem ciljem. Pomeni, da si v vsakdanjih situacijah izberemo zaupanje. Naprimer, če ne preveriš takoj sporočila, ko zapiska, da dovoliš, da nekdo nekaj naredi po svoje, da ne posreduješ, ko ni treba. Vsakič, ko to narediš, se tvoj sistem uči, da svet ni nevaren, če ti ne nadziraš vsega in ne odreagiraš takoj. Pomembno je tudi, da spuščamo misli, tistih neskončnih notranjih dialogov in pogovorov, ko skušamo vnaprej rešiti čisto vsak scenarij. Takrat v bistvu lahko samo preprosto rečemo: ta misel trenutno, ki jo čutim, ki jo zaznavam, me ne vodi nikamor. In jo pustimo, da gre. Ne rabimo jo potiskati na stran, ampak samo v tistem trenutku izberemo mir. In naslednji korak je v bistvu tudi zaupanje v sam proces. Spuščanje ni nekaj, kar naredimo enkrat in je stvar zaključena. To je v bistvu način življenja, ker vsakič, ko nekaj spustimo, se počutimo malo bolj svobodno. Ampak naš bo vedno hotel prijeti nazaj in se vrniti na stare tirnice. In to je okej. Pomembno je samo, da se spomnimo, da to ni naša naloga, da vse držimo. Naša naloga je, da ostajamo prisotni. In pa zadnji korak je hipnotična praksa ali vodena hipnotična meditacija. To je eden najnežnejših načinov, kako se tvoje telo nauči občutka varnosti brez nadzora. Ker v stanju globoke sproščenosti lahko res začutimo, da nas nekaj več ne drži ali podpira. In da je varno popustiti. In ko to začutimo, se prvič po dolgem času res sprostimo. Pa ne rabi biti vse popolno. Ampak takrat, ko vemo, da je okej, da tudi če ne vemo, kateri je naš naslednji korak. Ko začnemo spuščati, se življenje magično ne spremeni čez noč. Ampak nekaj v nas se dejansko res začne premikati. Počasi, na začetku skoraj neopazno. Naše telo se sprosti, dih postane globlji in prvič po dolgem času lahko začutimo košček miru. Morda se okoli nas ne spremeni prav nič, ampak naš notranji svet postane mehkejši. Opazimo, da se manj borimo, da manj razlagamo, da manj poskušamo razumeti čisto vse. In kar je nekoč zahtevalo zelo veliko nekega napora, se zdaj preprosto zgodi. In zaupanje ni nekaj, kar imamo, kar posedujemo, je nekaj, kar živimo. Je odločitev, da izberemo stik s sabo, namesto da se znova zapremo v neko napetost. In ko to počnemo dovolj dolgo, se naš živčni sistem začne učiti novih realnosti, da je varno spustiti in da ni treba vsega nadzora imeti v svojih rokah. In da nismo sami v vsem tem. In kar je najlepše v bistvu pri vsem temu, ko spustimo, se naš notranji glas začne vračati. Tisti naš notranji mehak občutek, da smo vodeni strani vesolja, sveta ali karkoli to želiš poimenovati. Da obstaja nekaj več, kar nas drži, ko nam ni treba držati čisto vsega. In to je tisti trenutek, ko se znotraj nas zares počutimo doma. Ko ugotovimo, da mir ni nekaj, kar moramo doseči, ampak nekaj, kar se zgodi, ko nehamo bežati sami od sebe. In če čutiš, da bi to rada tudi ti ali rad tudi ti izkusil, ne le razumel, ampak res začutil, je tudi hipnoterapija eden od čudovitih načinov, da se to naučiš in se naučiš spuščati znotraj sebe.
Da tvoj sistem res občuti, kaj pomeni biti znotraj sebe varen, ko ne nadziraš. Tam v tisti globoki tišini se prvič srečaš sam s sabo brez napora. In iz te tišine se dejansko rodi zaupanje. Ko zaupanje postane tvoj nov način življenja, se svet ne spremeni zato, ker bi imel takrat več smisla, ampak zato, ker ga začneš res čutiti. In v tem občutku veš, vse je točno tako, kot mora biti.